Steklo poveča karoserijsko trdnost za nekje 34%. Tudi je odvisno od velikosti stekla in avtomobila, katerega vgrajujemo, ne. Ni pa bilo vedno tako. Na začetku so avtomobile vgrajevali kar navadna stekla in nesreče seveda niso bile redke. Napredek gradnje stekel in uporaba sodobnih materialov pa danes omogočajo vgrajevanje veliko večjih steklenih površin ob ohranjanju enake konstrukcijske trdnosti avtomobila. Slednje ima pluse in minuse. Največji plus je boljša preglednost in svetlejša kabina. Največja minusa pa sta možnost poškodb in segrevanje kabine. Če pogledamo, v zadnjih nekaj letih se je ta površina povečala za 30% na samih avtomobilih in pa sama debelina stekel se je stanjšala za nekje 20%. Je pa tudi res, da se stekla se vedno bolj razvijajo in so tudi vedno bolj kompleksna. Naj omenim naš podatek, glede kamer na steklih se je v zadnjih 3 letih vsako leto za 150% povečala ta prisotnost kamere na steklu. In s tem tudi kalibracije, ki so potem potrebne, da se te kamere ponovno umerijo, ko se steklo zamenja. Kaj pomeni pri ponovnem vgrajevanju oziroma pri tem, ko zamenjate steklo, da kalibrirate? Zakaj je to tako pomembno? Čeprav se trudimo vedno, da zmerimo pozicijo samega stekla, preden ga demontiramo in ga potem namestimo na enako mesto nazaj, če tudi je to vgrajeno na milimeter natančno, nikoli nisi 100% prepričan, da deluje tako, kot je pred tem. Zato treba kamero na novo umeriti pred samim avtomobilom, da lahko tudi mi mirno spimo in predamo avto stranki, da je 100% varno. Sprednje steklo se ne razbije popolnoma, ostane v bistvu v kosu, stranska in zadnja stekla pa se razbije oziroma razleti. Tako je. Zakaj je to? Sprednjo steklo je varnostno sestavljeno iz 2 plasti stekla in vmes je folija, ki te 2 stekli drži. Kadar se poškoduje steklo, recimo za popravilo, kot ste prej omenili, takrat poči samo zunanja plast in se da popravljati. Če je to obratno, da je počeno znotraj, se lahko sam zamenja. Kar se tiče pa stranskih zadnjih stekel, so pa enoslojna, kaljena in kadar pride udarec, takšen udarec, da poči, se razleti celotno steklo, ne. Tudi iz varnostnih razlogov, če pride do nesreč, potopov v vodo ali kakršnekoli druge nesreče, ne, da se lahko reši potnike iz vozila. Statistično gledano je možnost za razbitje stekla na avtu izjemno veliko. 90% majhnih poškodb, takih, na primer, ki nastanejo kot posledica udarcev drobnih kamenčkov, pa se v približno 3 letih razširi v večjo poškodbo, ki je ni moč več popraviti in je potrebna zamenjava. Poznamo nekatere podatke. V Sloveniji je nekje na leto približno 60 000 škod na steklih, na avtomobilih oziroma tudi na tovornjakih pa kombijih. In od tega nekje 90% na samem vetrobranskem steklu. Nekateri avtomobili so malo bolj aerodinamični, tam se tudi kamenčki lažje odbijajo. Če pa gledamo tovornjake in avtomobile, ki imajo bolj prečno steklo, pa sigurno lovijo malo več kamenčkov in je tudi več poškodb. Kje pa opažate, da nastaja največ poškodb? Zdaj so to kakšne podeželske ceste, makadami? Sigurno je največ škod po zimi, takrat so zimske gume, se veliko kamenčkov posipuje se ceste, veliko kamenčkov se nabere v sama kolesa in frčijo potem po zraku in povzročijo poškodbe. Drugače pa smo zasledili tudi, kadar se gradijo kakšne ceste, obnavljajo ceste, takrat se veliko strank pojavi ravno iz tistih krajev in pridejo s poškodbami na steklih. Ima steklo potem zaradi kakšne take razpoke manj trdnosti? Tako je, steklo je na tem mestu 70% manj trdno in zaradi tega potem tudi steklo poči. Obveščamo stranke, da se da popravljati nekje poškodba velikosti 2 evrov, kovanca za 2 evra, ampak mi vemo, da še lahko mogoče kak dodaten centimeter, ker se tudi med samim popravilom potem poškodba malo poveča, ne.